Geodetska uprava Republike Slovenije v evidenci vrednotenja vodi in vzdržuje posplošene vrednosti nepremičnin, ki so izračunane na podlagi podatkov o nepremičninah in veljavnih modelov vrednotenja. Vpogled v evidenco modelov vrednotenja in evidenco vrednotenja omogočajo aplikacije, ki so za lažjo uporabo predstavljene v tem videu. Ob vstopu v aplikacijo se vam odpre iskalno polje, kjer se lahko odločite za iskanje dela stavbe ali parcele. Del stavbe ali stavbo lahko poiščete po naslovu ali identifikatorju, šifra ali ime katastrske občine, številka stavbe, številka dela stavbe, parcelo po identifikatorju, šifra ali ime katastrske občine, številka parcele. Poglejmo primer. V iskalno polje vpišite željeni naslov in s ponujenega seznama s klikom Izberite iskanega. Med ponujenimi rezultati iskanja ga izberite. V novem zavihku se vam odprejo podatki o iskani nepremičnini. V prvem delu, matični in izračunani podatki, vidimo model, raven, cono in posplošeno vrednost dela stavbe. S klikom na izpisano cono lahko pogledate v evidenco modelov vrednotenja. Na levi strani so dostopne sestavine modelov v obliki grafik, tekstov in dokumentov, desno pa zaris vrednosti cone v grafični obliki. Če se vrnete nazaj v javni vpogled v evidenco vrednotenja, najdete poleg posplošene vrednosti dela stavbe ikono kalkulatorja. Klik nanj in izpisala se vam bo enačba modela in podroben izračun, kako je bila konkretni nepremičnini posplošena vrednost izračunana. V drugem delu so izpisani podatki iz nepremičninskih evidenc, ki so bili za izračun uporabljeni, ter povezava do navodil za njihovo morebitno urejanje. Pri podatkih o stavbi je izpisana ena ali več parcel, na katerih stoji stavba. S klikom na identifikator parcele se nam v novem zavihku odprejo podatki v parceli, ki se ji posplošena vrednost izračuna ločeno od dela stavbe. Če torej želimo izračunati vrednost posesti, dela stavbe in parcele skupaj, uporabimo gumb Dodaj na seznam, tako pri delu stavbe kot parceli. V zgornjem desnem kotu se vam bo izračunala skupna vrednost posesti. Za vpogled v lokacijo izbrane nepremičnine izberite gumb Lokacija nepremičnine. Če vas za izbrano nepremičnino zanima posplošena vrednost na določen dan, kliknite gumb Zgodovina vrednotenja in izberite željen datum. Podatke, prikazane na zaslonu, pa lahko tudi shranite v PDF format s klikom na gumb Natisni. In če ste na primer lastnik stanovanja, garaže in še shrambe, pa se vrnimo nazaj k iskalniku in poglejmo, kako poiščemo nepremičnino z znanim identifikatorjem. V iskalna polja vnesemo identifikator nepremičnine, stanovanja, ki je sestavljen iz šifre ali imena katastrske občine, številke stavbe in številke dela stavbe. Pogledamo matične in izračunane podatke. Podatke o nepremičnini in stanovanje lahko dodamo na seznam. Ker imamo v isti stavbi še ločeno shrambo in garažo, se pomaknete navzdol do podatkov o stavbi in kliknite na številko stavbe. V seznamu poiščete svoj dodatni del stavbe in jo enostavno s klikom na ikono plus dodate na seznam. Desno zgoraj lahko vidite skupno vrednost vseh izbranih delov stavb. Vsa gradiva, ki so bila uporabljena v procesu vrednotenja, najdete na javnem vpogledu v evidenco modelov vrednotenja, kjer lahko izbirate med verzijami 17 modelov in se za izbrano lokacijo seznanite z vrednostno cono, vrednostno ravnjo in vsemi dokumenti z obrazložitvami. Za lastnike nepremičnin pa je na voljo tudi osebni vpogled v evidenco vrednotenja, ki na podlagi veljavnega digitalnega potrdila ter registracije SI-PES lahko vpogledajo vrednosti nepremičnin, ki so v njegovi lasti. Aplikacija omogoča tudi izdelavo izpisa podatkov v PDF format in izvoz podatkov v XLS format. Za več informacij obiščite e-prostor.gov.si.